tla pod nogami. Bolj resničen si, kot zrak, ki ga diha. Bolj resničen si, kot tla pod nogami. Bolj resničen si, kot zrak, ki ga diha. Daš mi vrednost, živiš v meni, ti resničnost moja si. Abba, jaz pripadam ti. Abba, jaz pripadam ti. Bližji si mi kot koža in kost. Bližji si mi kot pesem, ki pojem. Daš mi vrednost, živiš v meni, ti resničnost moja si.
Živimo v času, ko se vse hitro spreminja. Tehnologija je v zadnjih 100 letih doživela neverjeten razcvet. Pred nekaj desetletji je računalnik zavzemal celo prostornino sobe. V zadnjih 15 letih pa smo iz osebnih računalnikov prešli na pametne telefone, ki so zdaj že zmogljivejši od nekaterih računalnikov. Obstajajo tudi že pametne ure na naših rokah, ki lahko naredijo veliko več, kot je lahko prej računalnik velikosti cele sobe. Vse hitro napreduje in se razvija. Spreminjajo se tudi trendi in moda. Nekaj, kar je bilo včeraj v stilu, danes več ni. Tudi gospodarstvo in politika se hitro spreminja. Ni več nobene gotovosti, kaj bo danes, kaj šele jutri. Tudi v naših življenjih je ogromno sprememb. Včasih se nam zdi, da nam čas teče prehitro. Mogoče nimamo neke stalnice, na katero bi se lahko zanesli. Toda eno ostaja enako. Nekaj se ne bo nikoli spremenilo. V Hebrejcem 13:8 beremo: Jezus Kristus je isti včeraj in danes in na veke. Haleluja! A ni to čudovito sporočilo Božje besede? Vse v tem svetu se menja, vse se spreminja, vendar pa Jezus ostaja isti. On se nikoli ni spremenil, ker je večni Bog. Jezus, kot vemo, je druga oseba trojedinega Boga, Svetega pisma. V Svetem pismu se nam Bog na mnogih mestih predstavlja kot Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Jezus je enako tako Bog, kot je to Bog Oče ali pa Sveti Duh. Zaradi tega veljajo za Jezusa enake lastnosti, ki so del Božje narave. Na primer, v Svetem pismu vidimo jasno, da je Bog vsemogočen. Nobena stvar zanj ni pretežka ali nerešljiva. Za njega ne veljajo zakoni narave in Bog lahko stori tudi nadnaravne stvari. Bog je tudi vseprisoten. To pomeni, da je vse povsod. Pred njim se ne moremo skriti, mu pobegniti ali pa mu prikriti naš greh. Med drugim je Bog tudi večen Bog. On je vedno obstajal, že pred začetkom sveta. Bog ni nikoli imel začetka. On se ni rodil in njega ni nihče ustvaril. Mogoče je to za nas težko povsem razumeti in doumeti, ker pri nas ima vse začetek in konec. Toda Bog je nad zakoni narave, ki jih mi poznamo in razumemo. Bog obstaja tudi v naši sedanjosti. On je zdaj z nami in deluje med nami. Na drugi strani pa Bog nima konca, ker je večen, ne postaja starejši ali slabotnejši. Bog ne bo nikoli umrl. On bo zavedno ostal enak. Vse te lastnosti so tudi del Jezusove narave. Kot oseba trojedinega Boga, vse to velja tudi za Jezusa. On je obstajal že pred začetkom časa, preden je Bog ustvaril svet. V začetku prve Mojzesove knjige vidimo, kako je Bog v množini rekel: ustvarimo ali naredimo človeka po svoji podobi. Ta resnica, da je Jezus Kristus isti včeraj, danes in ostane isti na veke, skriva velik pomen tudi za naša življenja. Skupaj z vami bi si rad pogledal, kako je Jezus isti včeraj, danes in na veke in kaj to pomeni za nas osebno. V Svetem pismu najdemo toliko čudovitih primerov, kaj vse je Jezus počel in še dela danes. Zato bomo zdaj šli skozi 10 točk, kako je Jezus isti še danes. Spodbujam vas, da si te obljube v vrstah, ki jih bomo prebrali,
vtisnete globoko v srce. Prva točka. Jezus je isti, on nas ljubi. V Razodetju 1.5 beremo. Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo osvobodil naših grehov, ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in Očeta, njemu slava in oblast na veko vekov. V Rimljanom 5.8 pa beremo o Božji ljubezni naprej naslednje. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Kako čudovito, da nas Jezus ljubi še danes. Druga točka. Jezus je isti, on nam daje večno življenje. V Janezu 10, 27 do 28 pravi Jezus: moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje, nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. V 1. Janezu, 5. poglavju, od 11. do 12. vrste pa beremo: pričevanje pa je v tem, Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem sinu. Kdor ima sina, ima življenje. Kdor nima Božjega sina, nima življenja. Bog nam daje večno življenje. Potem tretja točka. Jezus je isti. On je vedno z nami. V Mateju 28:20 je Jezus rekel: in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. V Janezu 14:16 vrsti pa pravi: jaz bom prosil Očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Jezus je vedno z nami. Preko Svetega Duha. On je povedal, da je za nas bolje, da gre nazaj k Očetu pripravljati mesto za nas, da bi nam potem lahko poslal Svetega Duha, ki bo ves čas z nami. Sveti Duh je Kristusov duh in on počne tisto, kar bi Jezus počel, če bi danes fizično hodil po svetu. Mi nismo sami. Bog je z nami v vsakem času, ko smo veseli in nam gre vse po maslu, in tudi takrat, ko trpimo v stiskah ali pa smo žalostni. Četrta točka. Jezus je isti, on še danes osvobaja. On nas osvobaja moči in vezi greha. V Janezu 8:36 pravi Jezus: če vas torej sin osvobodi, boste resnično svobodni. In v Galačanom 5:1 pravi Božja beseda: Kristus nas je osvobodil za svobodo, zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti. Jezus nas tudi osvobaja demonskih vplivov. V Mateju 8 poglavju 16. vrsti beremo: ko se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. Z besedo je izgnal duhove in ozdravil vse bolnike. Peta točka nam pravi, da je Jezus isti in še danes ozdravlja. V Mateju 9:35 beremo: Jezus je obhodil vsa mesta in vasi, učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost. In v Mateju 15. poglavju 30. vrsti beremo: tedaj so prišle k njemu velike množice, ki so imele s seboj hrome, slepe, pohabljene, neme in še veliko drugih. Položili so jih pred njegove noge in jih je ozdravil. Ste opazili, da je Jezus ozdravljal velike množice in različne bolezni? Za njega ni bila nobena bolezen pretežka ali nerešljiva. Jezus je celo mrtve obudil nazaj v življenje. Kako čudovito, slava Bogu! In on še danes ozdravlja. Šesta točka nam pravi: Jezus je isti, on vselej pomaga. V Marku 10. poglavju 45. vrsti beremo: saj tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Jezus je prišel,
da bi nam služil in pomagal v vsaki potrebi. On ni prišel, da bi samo vladal kot neki vzvišeni kralj, ampak je prišel kot služabnik, da bi služil in pomagal ljudem. V Filipljanom 4. poglavju 19. vrsti pa beremo: Moj Bog, bogat kakor je, bo po svojem bogatstvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Bog bo potešil vse naše potrebe v Jezusu. In v Rimljanom 8. poglavju od 31. vrste do 32. vrste beremo: Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Jezus ima odgovor za vsak dvom, rešitev za vsak problem. Daje nam vse, kar potrebujemo in nam pomaga pri vsakem izzivu življenja. 7. točka nam pravi, da je Jezus isti in nam daje moč in zmago. V 1. Janezu 5. poglavju od 4. do 5. vrste beremo: Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet, in zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin? Vera premaga svet, vera v Jezusa Kristusa. In v 1. Korinčanom 15. poglavju v 57. vrsti beremo: Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. V Jezusu obstaja zmaga za vsako bitko. Naj si bo nasprotnik še tako močan in za nas nepremagljiv, Jezus je večji in močnejši. Haleluja. Jezus nam daje tudi moč v njegovem imenu. V 1. Korinčanom v 1. poglavju 18. vrsti beremo: Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost. Nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. In v Filipljanom 4.13 beremo znano vrsto: Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Haleluja. Gospod nam daje moč in ta moč pride tudi po Svetem Duhu. Jezus ga je obljubil v apostolskih delih 1.8. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče do skrajnih mej sveta. Po krstu v Svetem Duhu prejmemo to moč, ki jo je Jezus obljubil, da bi bili še bolj goreči kristjani in oznanjali njegov evangelij vsem. Ta moč premaga vsako oviro in ta moč izhaja iz Jezusa. 8. točka. Jezus je isti, on nam še danes daje mir. Rimljanom 5.1 beremo: Ker smo torej upravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu. In v Janezu 14. poglavju v 27. vrsti beremo: Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Čudovite besede Jezusa. 9. točka nam pravi, da je Jezus isti, on je zvest. Jezus se vedno drži svoje besede in svojih obljub. On drugače ne more, ker bi to bilo proti njegovi Božji naravi. Tako berem v 1. Korinčanom v 1. poglavju 9. vrsti. Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvu s svojim sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom. In v 2. Tesaloničanom 3. poglavju v 3. vrsti beremo: Toda Gospod je zvest in vas bo utrdil in obvaroval pred hudičem. In 10. točka nam pravi, da je Jezus še danes isti in naš cilj v večnosti. V Janezu 14. poglavju od 2. do 3. vrste beremo Jezusove besede: V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In v 2. Timoteju, v 2. poglavju od 10.
do 12. vrste beremo. Zato vse prenašam zaradi izvoljenih, da bi tudi ti dosegli odrešitev, ki prihaja od Kristusa Jezusa z večno slavo. Zanesljiva je tale beseda. Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli. Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali. Haleluja, kako čudovite obljube. Torej, v koga lahko zaupamo? Kdo je naš temelj? Kdo je naše upanje? Kdo je naša rešitev? To je ta Jezus, ki je še danes isti in se nikoli ne spreminja. Rad bi še enkrat prebral to vrsto Hebrejcem 13:8. Jezus Kristus je isti včeraj in danes in na veke. Ta isti Jezus, ki je neizmerno ljubil in ljudem dajal svoj popoln mir, ta isti Jezus, ki je ozdravljal neozdravljive gobavce in vsako drugo neozdravljivo bolezen, ta isti Jezus, ki je slepim dal spregledati, ta isti Jezus, ki je hromim oživil telo, da so lahko hodili, ta isti Jezus, ki je nahranil lačne, ta isti Jezus, ki je celo mrtve obudil v življenje, ta isti Jezus, ki je obsedene in zvezane popolnoma osvobodil, ta isti Jezus, ki je na križu premagal Satana in moč greha, ta isti Jezus, ki je vstal od mrtvih in živi, ta isti Jezus se ni nikoli spremenil, on je še danes isti. Ta isti Jezus je še danes tukaj. In on želi pomagati tebi in razodeti svojo moč tudi v tvojem življenju. Na njegovi strani je vse že storjeno. On je storil vse, da bi tudi mi lahko zaživeli v vsem, kar ima Jezus pripravljeno za nas, da bi lahko živeli v teh obljubah, ki jih je Bog dal za nas. Jezus ti želi dati vse to, o čem smo danes govorili in še več. To je počel že prej in to dela še danes in to želi storiti tudi v tvojem življenju. Zato pridi danes k Jezusu in ga prosi za pomoč. Dovoli mu, da ti izkaže svojo neizmerno ljubezen tudi do tebe. Dovoli mu, da ti podari večno življenje, če ga še nisi prejel. Dovoli mu, da tvojo osamljenost spremeni v tesen odnos in prijateljstvo z njim. Dovoli mu, da te osvobodi vezi greha in vplivov hudiča. Dovoli mu, da zaceli tvoje rane, kjer so te ljudje prizadeli ali razočarali. Dovoli mu, da ozdravi vsako tvojo bolezen. Dovoli Jezusu, da te izpolni z močjo Svetega Duha in ti podari nove zmage. Dovoli mu, da tudi tebi izkaže svojo veliko zvestobo. Dovoli mu, da postane tvoj cilj za večnost, skupaj z njim v slavi nebes. Ta isti Jezus je prav zdaj tukaj in želi nekaj čudovitega storiti tudi v tvojem srcu. Zato ga zdaj v veri povabi in mu dovoli, naj naredi v tvojem življenju vse to, kar ima Bog namenjeno za svoje otroke. Združimo se v molitvi in prav zdaj pridimo pred Jezusa, polni pričakovanja. Verjamem, da želi Jezus narediti izjemne stvari v naših življenjih. Zato verujmo Božji besedi in iščimo še več od našega dobrega Gospoda Jezusa. Oklenimo se teh obljub, ki smo jih danes prebrali. Naš Gospod je še danes isti in želi to storiti v tvojem in mojem življenju. Amen. Združimo se tako v molitvi. Dragi nebeški Oče, hvala ti, da si ti poslal na ta svet svojega edinega ljubega sina Jezusa, ki je tu prišel, da bi pomagal ljudem, da bi služil ljudem, da bi izpolnjeval nebeško voljo Očeta. Hvala ti, Gospod, da si ti, Jezus, šel vse do kraja za nas, da si ti umrl na križu, da bi mi lahko bili deležniki vseh teh obljub. Hvala ti, Gospod.
da vse to še danes velja za nas, da je vse to pripravljeno za nas. In Gospod, želimo resnično zdaj, v veri polni pričakovanja, priti do tebe in te prosimo, Gospod, razvodeni se tudi v našem življenju, dotakni se ti naših src, daj nam tisto, kar potrebujemo, Gospod. Ti si še danes isti in Gospod, mi želimo doživeti tvojo čudovito, veliko moč. Jaz blagoslavljam vse brate in sestre, vse prijatelje, vse druge, ki gledajo, Gospod. Resnično deluj v naših življenjih. Gospod, daj, da tvoja beseda, te obljube pridejo v življenje, da oživijo v nas in da jih tudi mi okusimo ter doživimo. Kajti ti se nisi spremenil, ti si še danes isti Jezus Kristus, ti se ne menjaš. In vate mi lahko in smemo zaupati in pričakujemo, da boš ti se držal svoje besede, da boš ti zvest in da boš tudi to naredil. To molimo v tvojem čudovitem imenu. Amen. Amen. Želim vam vsem še lepo nedeljo, naj vas Gospod naprej vodi in blagoslovi in služimo naprej Jezusu. Iščimo obljube, ki nam jih on daje. Berimo Božjo besedo in videli bomo, kaj vse ima Bog pripravljeno za nas.